Moderen, sodoben notariat je začel delovati v Sloveniji leta 1995. Leto prej je bil sprejet zakon o notariatu. Gre torej za dokaj novo inštitucijo. Notarje pa smo sicer v Sloveniji imeli že prej. Vsaka inštitucija v državi predstavlja določen sistem varnosti. In notariat, ki ga imamo na slovenskem prostoru, čisto pozitivno pravno od leta 1848, sicer z eno prekinitvijo od leta 1944 do leta 1994, se zadnje čase zopet kaže kot institucija, ki daje eno trdnost, eno zagotovilo pravne varnosti in pravne kulture. V Sloveniji je 93 notarjev, ki so vsi vpisani v notarsko zbornico. Na notarje se obrnemo, ko bi radi imeli urejene stvari na področju civilnega prava. Vloga notariata, notarja, seveda je, bom rekla, pomembna. Smo tudi v ustavi zapisani kot javna služba in seveda pooblastilo nam je dano strani države, pooblastila zapisana v zakonu o notariatu in sem prepričana, da pravzaprav vsi, ki notariat poznajo, ki se z njim ukvarjajo, ki seveda so imeli do zdaj opravka z notariatom, z notarji, seveda lahko rečejo, da je vloga notarja v današnji družbi pomembna. Civilno pravo je vse bolj razširjeno in zaradi tega imajo tudi notarji vse več pooblastil, pa tudi vse več dela. Ko gremo v službo, ko, bom rekla, sporočamo na Facebooku, ko razmišljamo o delitvi premoženja, o nakupu nepremičnin, ko dedujemo, ko se poročamo, ko se razvezujemo, vse to in še seveda tudi v gospodarskih zadevah, ko ustanavljamo družbe, ko pišemo pogodbe, vse to je civilno pravo in v vseh teh, bom rekla, stvareh in še seveda marsikaj drugega je notar tisti, ki ima tudi po zakonu pristojnosti. Slovenski notariat skuša, primerjalno z notariati drugih evropskih držav, doseči še več pooblastil in s tem poenotiti postopke na sodiščih. Tako bi mnogi ljudje lahko uredili marsikaj kar pri notarju, ne pa na dolgotrajnih pravdanjih na sodiščih. Zdaj se, na primer, trudijo dobiti pooblastilo za evropsko potrdilo o čezmejnem dedovanju. Avgusta 2015 je v neposredni uporabi tudi uredba o pristojnosti uporabi prava v primeru dedovanja s čezmejnim elementom in ta uredba, ki je seveda neposredno uporabljiva v večini državah članicah, predvideva tudi en euroavtonomen posebni instrument, ki se imenuje Evropsko potrdilo o dedovanju. Zdaj gre za potrdilo listino, ki omogoča in ima dokazno moč, da seveda dedič lahko svoj status dokazuje v vseh državah članicah, kjer se seveda nahaja zapuščina zapustnika, ne. Notarji, kot rečeno, postajajo vse bolj uveljavljeni, sploh ker morajo uživati zaupanje javnosti. Ni nobene inštitucije, ki bi bila 100%, ne? Ampak vendar teži vsaka inštitucija k varnosti, k zagotavljanju varnosti in notariat, kolikor ga sam spremljam in ga lahko tudi preverjam skozi svoje zgodovinsko znanje, prihaja zopet na tisto stopnjo, ko bodo ljudje lahko rekli, ja, k notarju grem, zato ker to predstavlja zame ne samo pravno varnost, ampak tudi kulturo varnosti in tudi ne samo to, kadar sem za neko zadevo prikrajšan, lahko s tem dokumentom, ki sem ga pri notarju overil, tudi pričakujem, da se bo moja pravica tudi izpolnila na drugačen način, kakor pa tistih dolgih pravdanjih. To pa je ne nazadnje dobrodošlo, saj so naša sodišča vse bolj obremenjena. Če bi del prenesli na notarje, hkrati pa njihovo delo tudi digitalizirali, vsaj s potrdili zbranimi v elektronskih bazah in s tem dostopnih od vsepovsod, bi bili postopki še krajši.